Živijo. Čau. Danes je z mano Mladenič, podjetnik in avtor knjige. Filip, živijo, Filip? Živijo? A si ti Pesek? Pesek. Ta prav, Filip Pesek, evo. In jaz tako imam kar malo treme, a veš, Filip, ti si tak guru, pa to, a ne, pa tako super si na tem področju. To drugi pravijo, jaz sem skromen. A veš kaj, se vseeno, če drugi pravijo, jaz te tako vidim in te cenim, ker si uspešen, ker si mlad, ker si fokusiran, ker si ciljno usmerjen in zato, ker jaz vem, da ti svoje cilje, ki si jih zadaš, to uresničaš. Boš povedal, če imam prav, ampak jaz sem slišala, veš, da je december, pa to, pač te palčki, pa božički, pa jelenčki letajo naokoli in te so meni prišepnili, da si ti, ne vem, še kar dolg časa nazaj zadal, da boš napisal eno dobro knjigo, ki ne bo samo zato, da se tebe predstavlja kot avtorja, ampak zato, da boš z njo pomagal drugim ljudem. A drži? Drži. In ta knjiga, ne, je letos ugledala luč sveta. Res je. Ful ima dober naslov, Pisma za Leona. Ja. Samo da ni pismo za Leona. Ne, pisma. Ja, no. In v bistvu človek ne ve, kaj se skriva za tem naslovom. Ja, zato, da morajo prebrati, ne. Tako da ne vejo. Ok, to je zvito, ne? Ja, zelo, ja. Ja, ok. Zdaj jaz vem, da ti deluješ tako, da res pomagaš ostalim podjetnikom, a ne? Da dosežejo tudi lahko svoje cilje, ki si jih zadajo, da, ne vem, predavaš okrog in tako naprej. Da mi malo povej več o svojem delu. Kako ti enemu pomagaš, da je pol boljša verzija sebe? Ja, najprej nekdo se mora želeti te pomoči, ker najtežje je konja pripraviti do tega, da pije, če on ni željen, ne. Ampak za tiste, ki pa imajo to željo, načeloma sem zelo dober. Ne bi bil dober na področju marketinga pa prodaje, tako da na tem področju, kdo rab pomoč, super, ampak osnova za to pa je, da ima nekdo neko željo po spremembi. Ker če te želje nima, jaz bom zelo težko nekoga pripravil do tega, da bo on se nekam premaknil, če sam nima te. To se strinjam. Ja. Filip, da mi povej, kdo je Leon? Leon je moj brat, mlajši, star je trenutno 8 let. Knjiga je bila pa napisana zato, da ko bo on star 18, da bi mu jaz predal teh 17 večno aktualnih načel za življenje, marketing in prodajo. Zato, ker sem jaz bil star 18, mi noben teh stvari ni povedal in sem mogel zelo dolgo časa odkrivati, kaj, kako, kaj deluje, kaj ne deluje. In sem hotel dati s tem nekako prednost. Zdaj, za ostale ljudi, ki pa pač niso Leon, sem pa rekel, dobro, on bo sicer mogel čakati do 18 leta, tako sem se z njim zmenil, ampak ostali pa, zdaj, če že to napisam, pa naj še ostali preberejo, tako da. Super. Ja. No, veš kaj, jaz sem to knjigo tvojo prebrala. Res? Ja, sem jo. In moram reči, da je zelo koristna, da sem v njej izvedela 17 večno aktualnih načel za uspešno življenje, marketing in prodajo. In tudi to v končni fazi mi je danes pomagalo, da sedim tukaj s tabo. Super. Jaz vem, da si ti ful aktiven, veliko stvari počneš in da rabiš včasih tudi kakšen reset. Res je. Ne? In ti si se pred časom že odločil za to, tudi za naš program Sestavi se. Res je. No, zdaj bi pa jaz tebe, poleg te knjige, super vprašala še par stvari v zvezi s tem programom, če se strinjaš? Ja, okay, super. A veš kaj, Filip, mene zanima, tako si energičen mlad in vse to, kaj pravzaprav te je napeljalo na to, da si šel v naš Sestavi se program? Kako si se počutil? Ja, jaz načeloma že zadnje 2 leti probam nekako dobro skrbeti za svoje telo. In kljub temu, da tudi tisti, ki dobro skrbijo za svoje telo, pač včasih pridejo trenutki, ki malo pozabiš na to dobro skrb, še posebej, če greš nekam v tujino. Pisati knjigo Pisma za Leona? Ne, to nisem šel za to v tujino, sem pa šel, pač mislim, da je bil dopust ali neka konferenca v Ameriki. In v Ameriki je vedno tako, da pač človek se ujame v celoten sistem in potem pač postane tak, kot ostali in začne jesti, koliko jejo oni. In pač po tistih 2 tednih pač vedel sem, da ni moje telo bilo glih optimalno Nahranjeno, prehranjeno. In sem rekel, da bi bilo pa fajn na tem nekaj narediti, ker človek tudi čudi vedno, ker ne je dobro. Tudi recimo zdaj, ko so božični prazniki, jaz se grem staviti, da se bodo ljudje 2. januarja počutili dosti slabše, kot so se 23. decembra, zato ker se bodo nažrali vseh možnih stvari. In tako sem se tudi takrat, jaz sem si malo privoščil.
Pa se nič narobe, če si kdaj človek, ampak pa sem enostavno rekel, dobro, telo bo verjetno rabilo nek reset, sestavi se program, se mi je zdaj smiselna neka rešitev izbira, tep pa Boštjanu tako zaupam. Hvala. In pol smo probali in šli čez celo zadevo in to je to. Okay. Ampak recimo, kljub temu, da si omenil zaupanje, kar je seveda ključno, ampak a mogoče te še vsem kakšen črv dvoma glodu, ko si se odločil, a bo to vse v redu, a bo šlo čez, a se bo mogel zdaj preveč prilagajati, ne vem, a je bilo kaj, kar te je pa malo metal ven iz. Ja, mene je skrbelo, da bo noč zelenjava. Zato, ker zelenjave ne jem. Okay. Ampak pol sta mi razložila, da noter ni zelenjave. Malo me je skrbel, kaj ti grahova zadeva, kaj ti? Ja, grahovi proteini. Grahovi proteini, ti si me malo skrbel, ampak ne boš verjela, prav všeč so mi. Me veseli. Pol načeloma, pa sem samo mogel pogruntati, kdaj kaj pojem, kdaj kaj vzamem. In to je bilo v bistvu to, no. Pa tudi fajn se mi zdi, sorry, ker te Še zato si tle. Ja, pa tudi fajn se mi zdi, ker pač če človek, mislim, če se nekaj odloči, pa če nekaj plača, je dosti večja verjetnost, da to naredi, kakor pa če recimo nič ne plača, pa se sam pač doma nekaj zdravo nareže, ker tistega omini zelo hiter. Ja, se strinjam. Ja. Veš kaj, v bistvu zdaj to, kar si mi povedal, si dal pravzaprav največji kompliment našemu programu, ker malo te bom popravila, v programu je zelenjava, ampak je tako spretno skrita, da jo še opaziš. In da ti je kljub temu, da zelenjava je, da ti je vse skupaj špilal in ti je bilo super, če sem prav razumela. Tako. Okay. No, zdaj mi pa povej, ko si šel čez ta program, se pravi, kakšne rezultate si imel, ker ne bom te vprašala, če pomislekov ni bilo več, ker očitno jih ni bilo več, ker nisi najdel zelenjave. Ja. No, se pravi, kakšni so bili pa pol te rezultati, jaz bil zadovoljen? Ja, zelo. Zato, mislim, pač se že nekaj časa živiš v svojem telesu tako čutiš samega sebe in moj primarni cilj ni bil, da zgubim kilograme, ker načeloma v zadnjih 2 letih nisem imel težav s svojimi kilogrami. Je pa pač bilo bistveno to, da se telo nekako prečist, resetira in točno to se je zgodilo in sem nekako pač čutil razliko v energiji, ki jo oddajam oziroma energiji, ki jo imam in to je v bistvu to, kar vsak, mislim, ker to se mi zdi najbolj pomembna stvar, ker če ima človek več energije oziroma boljšo energijo in več naredi in pač bolj funkcionira in vse skupaj. Ja. Ok, se pravi, zelo zanimivo, še tako energična oseba, kot je Filip Pesek, je po programu Sestavi se imel še več energije in mogoče celo še kaj boljši fokus? Ja, tudi ja. Nič megle v glavi, nič slabih misli? To bi temu, kako se temu reče že, unsubstantiated health claim, tega ne smem reči, pa je na kameri, ne, mislim, ker pa bi spori mogli biti, rezultati niso tipični, mislim, mi je, torej, en del mi je tudi pomagal nekako, torej te stvari v glavi še bolj postaviti v vrsto. Ne bom rekel, da zdaj, če se odločiš za program Sestavi se, da nikoli več ne boš imel megle, pa tega, ker in tle pol je sam treba biti previden v tem, kako se izraziš. Ampak načeloma zelo pozitivno tudi z te strani fokusa. Ja. Skratka, zadovoljen si, dobil si, kar si želel. Tako. To je najbolj bistveno. Ja. V redu, Filip, veš kaj? Niso vsi tako kot ti, ki se znaš dobro odločiti, ki veš, kaj iščeš, ki veš, kaj potrebuješ, ker se znaš opazovati. Mene zdaj samo še ena stvar zanima. Kaj bi ti recimo rekel osebi, ki se lovi, ki to potrebuje, ki bi pa ne bi omahuje, kaj bi ti njej sporočil? Ja, zdaj, kar bom jaz rekel, bo zelo preprosto, samo ni preprosto. Načeloma je, mislim, vsaj po mojem mnenju v življenju, pa generalno pač tako, da dokler se nečesa sam pri sebi ne odločiš, pač tega ne bo. Tudi ljudje, eni lahko nehajo kaditi, recimo. Ja. Pač tako je, eni pa pač 16krat probajo nehati kaditi. In tle jaz mislim, se sem tudi napisal v knjigo v prvo poglavje, da v bistvu pač skrb za telo, jaz mislim, da je pač ali si podjetnik ali pa nisi podjetnik, pač kdor, tudi če si študent, babica, dedek, da skrb za naše telo je v bistvu najbolj pomembna stvar, ki bolj vpliva na vse stvari in mislim, da če lahko zdaj kdorkoli, ki to gleda, sprejme v letu 2019 oziroma ob koncu leta 2018 kakšno pametno odločitev, je to pač definitivno to, da svoje telo postavi na prvo mesto, ker mislim zdaj tudi recimo
vidva, ki imata pač doma družino pa vse. Ja, če tvoje telo ne funkcionira, si ti imaš otroke, ne funkcionira. Ne? Tako da definitivno to postaviti na prvo mesto. No? Enostavno narediti odločitev, pač najlažje potem tudi, da se naredijo določene spremembe, torej v smislu in prehrane ali mogoče v obliki sestavi se programa, da se pač nekako proba organizirati ta življenjski slog, ki bi dovoljeval to spremembo in to je to. Super, Filip. Najlepša hvala. V bistvu si povedal točno to, kar je bila tudi nekje moja, bi bila, če bi jo povedala moja zaključena misel, pa si jo že ti. Tako da jaz bom pa samo še dodala, da tudi jaz, glede na to, da imava lučke midva s Filipom za nama in da je ta prednovoletni čas, vsem vam midva skupaj želiva srečno novo leto, in da sprejmete več dobrih odločitev v letu 2019. Ne samo to, da greste sestaviti se program, ampak da si nabavite knjigo Pismo za Leona in jo tudi preberete. Tako. Zakaj te knjige si ne sposojamo? Ker je to tiste vrste knjiga, ki jo moramo prebrati večkrat oziroma vsakič, ko jo odpremo, zvemo nekaj novega. A je tako? Je tako. Evo. In zdaj pa še ta social media trik, zdaj moram pa še reči, da za vse tiste, če slučajno to še vedno gledate, bi bilo fajn, da mogoče sporej, recimo, če vam je to bilo všeč, uporabno, mogoče sporej nekoga označite, pa vdajte kakšen komentar, mogoče zaželite vesel Božič nama, mogoče da in vsem nam, tako da to je pa pol, to je pa to, pika na i. Evo, on je podjetniški, marketinški guru in to upoštevite njegov naslov. Hvala. Ajde, čao. Čao.